izmed obetajočih zgodb, ki so se letos potegovale za nagrado Sejalec, je tudi podzemna avantura po poteh Luke Čeča. Gre za raziskovanje manj znanih rovov v sicer turistično razvpiti Postojnski jami. To je odprava mimo turističnih poti. Začne pa se tu, v Pivki jami, ki velja za enega izmed 5 vhodov Postojnske jame. Kar za manj. Luka Čeč je postal znan, ko je aprila leta 1818 med razsvetljevanjem jamskih dvoran za obisk avstrijskega cesarja Franca odkril pot v do takrat neznani del Postojnske jame. Njegovi dosežki so bili zaradi revnega stanu dolgo časa spregledani, čeprav je leta 1831, kljub temu, da ni bil naravoslovec ali kako drugače formalno izobražen, ob raziskovanju notranjih delov jame odkril tudi prvega znanega jamskega hrošča, drobnovratnika. Jame v času Luke Čeča niso bile jame, kot jih danes poznamo, turistično urejene. To so bile naravne jame, brez poti. Ljudje so se bali odkrivati jame. Jame so predstavljene nek strah ljudem, tako da je bil precej pogumen gospod Čeč, ko je jamo odkril. Del, v katerem se nahajamo, v bistvu sploh ni turističen. Tukaj le s posebnimi obiski vodimo ljudi, tisti, ki so željni adrenalina, tisti, ki so željni malo drugačnega turizma, kot ga ponavadi ponuja Postojnska jama, kot jo mi poznamo. Nahajamo se v Pivki jami, v aktivnem rovu. Ta rov poplavlja, tako da je za obiskovalce odprt samo v poleti, ko je vode malo. Zdaj vidimo, da tok kljub dežju je dosti nizek, zato je možno preči tale del s čolnom. Tole je prav nasprotje masovnemu turizmu. Blatna, mokra in rahlo prezebla. Pa k temu se menda reče doživljajski turizem. Vsekakor vredno spominov. Ni vlakca, ni luči, ne. Res pač v bistvu, kot da je prvi obiskovalec Postojnske jame. Tukaj se vsak gost sreča s tistimi prvinskimi spretnostmi, ki se jih skriva v sebi, pa se jih niti ne zaveda, da jih ima. In to je zato tudi malo bolj adrenalinsko, ker vsak posameznik ne ve niti kaj pričakovati. To se ne da primerjati z drugimi adrenalinskimi programi, ker tukaj si v temi, si v podzemlju. Je reka zraven, koliko je globoka reka, kaj če bom padel in tako naprej. In skozi ima tisto strast in dvomi vase, ne? Postojnska jama ima več obrazov. Včasih preseneti tudi nas, jamarje. Gostje so zelo zadovoljni nad obiski, ki jih ponujemo izven klasičnih programov. Prvobitnost jame je prva točka in jama, Postojnska jama je res najlepša jama na svetu. Se spustiš dol po vrvi, pa se moraš odriniti od najprej od ograje, ne? Pač tako, malo sebe preizkusiš, malo tudi ekipno delo, tako se mi zdi, da je to super. Jaz bom še malo posedela v tej tišini Matevževega rova, ki velja za popolnoma neturistični del Postojnske jame. Vi pa si medtem poglejte, kje vse se potepa Šjama.